Ponovno pozdravljeni, dragi ljubitelji kozmetike. Danes bi vam želel podati nekaj informacij o tem, kako lahko lažje zaposlujete oziroma kako pridobiti kader, ki bo v salonu produktiven. Predno pričnemo, bi najprej dal poudarek na to, da kader je potrebno nenehno iskati, torej tudi takrat, ko ga ne potrebujete. Zakaj? Zaradi tega, ker danes dobri delavci že delajo. Težko je dobiti ljudi, ki bodo že poznali vse karakteristike dela in ki bodo lahko 100% delovali na svojem delovnem mestu na način, kot boste vi želeli. Za kader pridobiti so številni dejavniki, katere se jih moramo konkretno držati, zato da bi pridobili pravo osebo. Ste morda kdaj zasledili oglas, v katerem navajajo, da iščejo osebo, ki je urejena, osebo, ki je simpatična, nasmejana, oziroma osebo, ki je komunikativno spretna ali pa da je točna, zanesljivo in seveda tako, ki je odgovorna in zaupljiva. Takih oglasov je ničkoliko, vendar dandanes, če želimo pridobiti dobro osebo, se moramo osredotočiti na nekaj povsem drugega. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, da danes pridobiti osebo z vsemi karakteristikami, ki bi jih želeli, je skorajda nemogoče. Zato imam konkreten predlog in vam svetujem, da iščete osebo s pravo osebnostjo. Zakaj? Zato, ker taka oseba brez pripomb spremlja, kar se dogaja v okolju, in navdušena je nad tem, ko se ji predstavijo načini dela oziroma spremembe, razume, da mora sama najprej nekaj narediti za to, da se bo razvijala in seveda, da bo s tem potem tudi prispevala k razvoju salona kot takega. Predvsem pa tako, ki želi ustvarjati spremembe, ki želi živeti z njimi, kajti vemo, da danes vse hitro razvija in spreminja in vkolikor ne uvajamo sprememb, obstaja zelo velika možnost, da stagniramo. Seveda potrebujete tako osebo, ki bo zastavljene naloge tudi vedno pripeljala do konca, tako, ki je nasmejana, vesela, dobre volje in tako, ki rada išče rešitve. Taka oseba je zaupljiva in ljudje je imajo radi. Ko boste s tako osebo sodelovali, boste videli, da ne bo velikih težav ne samo pri poslovanju, temveč tudi pri produktivnosti salona. Število strah se vam bo lahko bistveno povečalo, stroški dela bodo postali manjši, profit bo večji. Vendar, da bi to dosegli, vam svetujem še to. In sicer imejte čim manj pravil, pravila naj bodo jasna in fleksibilna hkrati, delujte brez emocij in brez sentimentalnosti, že na začetku pojasnite vaša pričakovanja, tudi sankcije, če je potrebno, in seveda, kakšne bodo nagrade. Tega se morate strogo držati. Razčistite jo že vnaprej, tudi glede dopustov, sestankov, izobraževanj in tako naprej. Torej, odnosi naj bodo vedno na poslovni ravni in nikakor na osebni. Seveda, vkolikor pa vidite, da oseba ni produktivna, zadevo zaključite, kajti, kako že pravijo, boljše prva zamera kot zadnja. Torej, več, ko boste vlagali v svoje zaposlene, bolje, kot jih boste pripravili na samostojno delo, več časa bo vam ostalo in večja bo produktivnost celotnega salona. Hvala za danes, srečno.